ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili predsednika Popotniškega združenja Slovenije, Igorja Jurišiča, s katerim bomo spregovorili, kako geopolitične spremembe in poslabšanje varnostnih razmer v svetu vpliva na potovanja. Igor Jurišič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Kako je bližnjevzhodna kriza spremenila potovanja, opažate kakšne razlike v navadah? Kriza na Bližnjem vzhodu je zagotovo globoko zarezala v potovalne navade, ne samo zaradi tega, ker bi ljudje potovali v ta območja, ampak ker je ogromno letalskih prevoznikov takšnih, ki so povezovali druge dele sveta preko letališč, predvsem v Dubaju, Abu Dhabiju in Dohi. Kar pomeni, da zdaj tisti, ki so želeli nekam proti južnemu delu sveta ali pa proti vzhodu in so bile to ponavadi najugodnejše povezave, so zdaj te povezave dejansko izginile s tržišča. Dodatno se tale spor med Evropo in Rusijo glede zapiranja zračnega prostora vzajemnega zrcali na tem, da letalske družbe ne letijo več čez rusko ozemlje, torej naprimer nek letalski prevoznik z Finske, ki leti na Kitajsko, bo moral narediti bistveno daljšo pot, kot bi jo sicer. Ta bližnja vzhodna kriza je pa še seveda dodatno poglobila te težave in seveda bistveno vplivala na sam razvoj bodočih letov in potovanj. In tudi takrat, ko se je vse skupaj začelo, je dejansko zavladal zelo velik kaos, sploh v teh krajih, ki so bili dejansko najbolj ogroženi, in mislim, da se spomnimo, kako so države različno reševale, bom rekel, kar se je dalo, in spravljale svoje državljane nazaj v domovino. V zadnjem obdobju smo že večkrat bili priče tem evakuacijskim letom, najprej zaradi covida, zdaj omenili ste že tudi zaradi vojaškega konflikta. Nekako se zdi, da je zdaj potovanja treba bolje načrtovati, biti pripravljen morda na kaj, kar v preteklosti ni bilo treba toliko misliti. Zdaj, če bi rekel, da je to zdaj neka novost glede načrtovanja potovanj, seveda je zdaj to bistveno bolj tudi medijsko prisotno. Ampak dajmo se zavedati, da tudi v preteklosti so bili dogodki, ki so vplivali. To so lahko bili tudi dogodki, ki niso imeli tako katastrofalnih posledic kot naprimer COVID ali bližnja vzhodna kriza, ampak zgolj kakšne stavke letalskih uslužbencev, torej pomeni od varnostnih pregledov do kontrolorjev letenja, do pilotov. In marsikdaj se je dogajalo, da so se leti spreminjali. Zdaj je pač tega toliko več in zdaj tisti, ki je naprimer let, ki je bil mišljen čez Dubaj, spremenil čez Nemčijo, je lahko naletel na drugo oviro, ki je bila pač stavka v Lufthansi, in je, misleč, da je rešil svoje potovanje, naletel na drug problem, ki pa je imel isti rezultat, torej nezmožnost letenja. Prav zato, naprimer, v Popotniškem združenju Slovenije spodbujamo mlade ravno k okolju prijaznim potovanjem, saj potovanje z železnico takšnih tveganj skoraj da nima. Pa če zdaj še nekoliko ostaneva pri teh letalskih povezavah, svet je v zadnjih 3 desetletjih postal bistveno bolj povezan zaradi njih, tudi zaradi razvoja letalskega prometa, izboljšanja teh povezav. Zdaj pa se zdi, da se prav ta letalski promet omenja kot ena glavnih težav, tako z okoljskega vidika na eni strani, na drugi strani zdaj vidimo, zaradi cene goriv letalske karte se dražijo, opozarja se celo na možnost pomanjkanja goriva za letala. Kako to vidite? To so zagotovo tisti izzivi, s katerimi se bomo srečevali v prihodnje. To, da kar se tiče pomanjkanja goriva, to ni zgolj opozorilo, ampak že zdaj se vidijo te težave, namreč že samo nemški letalski prevoznik Lufthansa je v letošnjem letu odpovedal približno 20,000 letov, kar je zelo velik udarec na tiste, ki so na te lete računali. Sicer bodo poskušali poiskati drugo povezavo, kar so tudi dolžni, ampak ne nazadnje vidimo, da letalske družbe dlje od tega, da povrnejo tisto kupnino, ponavadi ne grejo in je treba potem te letalske družbe spodbuditi s kakšnimi
posebnimi ukrepi, kot so uporaba teh agencij, ki se ukvarjajo prav z izterjavami oziroma uveljavljanjem pravic potnikov, ampak to je že dolgotrajen postopek, ki nek izlet ali potovanje nekomu že vnaprej uniči. In če samo gledamo, naprimer imeli smo primer, ko je zaradi stavke, naprimer samo osebja pri nadzoru prtljage prišlo do tega, da so določeni ljudje ostali na tleh in da so nekatera letala, mislim, da je šlo za letalo, ki je iz Francije odpeljalo proti Maroku, da je to letalo odpeljalo popolnoma prazno. Tako da te zadeve se v letalskem prometu dogajajo in tudi sam sem večkrat doživel, da sem moral kdaj kje prenočiti, kar nisem planiral, pa so lahko bile čisto nedolžne zadeve, kot je bila kakšna zamuda letala in potem zamuda na povezovalni let. So me pa že tudi v zraku obrnili in smo pristali začasno na drugem letališču. To je bilo ravno na moj rojstni dan pred nekaj leti, ko je bil teroristični napad v Bruslju. Tako da zagotovo tisti, ki se podaja na pot z letalom, pač mora nekako računati s tem, da se lahko pri letu karkoli zaplete. In seveda, če gre za let iz Slovenije oziroma iz odhodnega letališča, kar so lahko tudi Benetka ali pa Dunaj, še to ni tako nerodno, kot če se to zgodi naprimer na povratku, ko imamo dosti manj informacij, slabše povezave, tudi včasih jezik zagode in podobno in se moramo naprimer iz Tajske vrniti nazaj v Slovenijo, zmes se pa zgodil kak tak dogodek. Zdaj, ta vojaški konflikt na Bližnjem vzhodu je konkretno vplival tudi na to, da je ministrstvo povečalo varnostna tveganja za nekatere države, tudi odsvetuje potovanja, na drugi strani se to ponekod dogaja zaradi geopolitičnih pritiskov oziroma groženj recimo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kaj si v tem smislu teh negotovih političnih razmer lahko obetamo v prihodnje? Seveda je ministrstvo tisto, ki mora poskrbeti, da državljane vnaprej opozori. Ta opozorila seveda niso obveza, ampak zgolj neko napotilo. Tukaj se sicer nekatera opozorila so včasih malo nelogična, ki naprimer določena država, kjer je bistveno večja nevarnost kriminala, označujejo kot bolj varno državo od tiste, kjer piše, da je stopnja kriminala izjemno nizka, ampak kakorkoli ta priporočila si je treba podrobno prebrati in ne se zgolj zanašati na tisto barvo, ki je zapisana. Obstajajo nekatere države, ki so označene kot nevarne države in potem spodaj v samem opozorilu piše, da obstoja možnost naprimer nekih spopadov v določenem delu države. Najboljši primer je morda Mehika, kjer so določeni deli Mehike, bom rekel, izredno nevarni, medtem ko so določeni deli, kot naprimer Yucatan, morda celo bolj varni kot druge latinoameriške države in zato je pač ta nasvet treba res dodobra prebrati, se pozanimati, kam gremo in tudi upoštevati. Daleč najboljši potovalni nasvet je pa tisti, ki ga dobimo na kraju samem, torej ko pridemo v nek kraj, nam bodo že v hotelu povedali, poglejte, v tistem predelu mesta se pa dogaja trgovina z drogo, tako da tam je ogromno kriminala, tja ne zahajati, sploh ne po noči, medtem ko v tem delu mesta pa se lahko brezskrbno sprehajate. Tako da pred potovanjem se je na vsak način treba pripraviti, sploh če potujemo v neko državo prvič, treba se seznaniti z njihovimi običaji, navadami, pravili. Naprimer Singapur je naprimer takšna specifična država, kjer je lahko že žvečenje žvečilnega gumija pomeni težek prekršek, saj so naprimer prepovedani, ampak ti žvečilnem gumiju so še nekako tolerantni in te pri prvem prekršku zgolj opozorijo in vpišejo, pri drugem pa so že visoke denarne kazni, celo lahko zaporne in podobno. Torej, treba se pač pozanimati o tem, kam potujemo, kakšne so tam pravila. Če potujemo v naprimer določene arabske države, obstajajo včasih tudi kakšna pravila obnašanja in oblačenja, sploh v bližini oziroma v verskih objektih. Enako obstajajo kakšna druga kulturna pravila, tako da zagotovo, ko pridemo nekam v goste, treba spoštovati pravila, ki tam veljajo, in če nam ta pravila ne ustrezajo in nam niso všeč, se pač odločimo, da tja ne potujemo.
nikakor pa ne priporočam, da se neke lokalne običaje v neki državi poskuša izigravati, saj lahko pride včasih tudi do resnih zapletov. Nekoliko ste se tega mojega vprašanja že dotaknili. Zdaj, draginja povečuje revščino, ki se krepi zlasti v teh državah tretjega sveta. To je lahko eden od elementov, ki poveča tudi kriminal in posledično nevarnost za turiste. Kakšne so vaše izkušnje v zadnjem obdobju s tem? Jaz bom takole rekel, dejansko sama revščina in kriminal med seboj nista neposredno povezana. Revščina in kriminal morata imeti en vmesni člen, to so razne kriminalne združbe, ki to revščino izkoriščajo sebi v prid. V določenih državah, na primer jugovzhodne Azije, kjer ljudje ne živijo v izobilju, je relativno malo kriminala in tudi ljudje, ki živijo v relativno slabih razmerah, vas ne bodo nikoli poskušali ogoljufati ali krasti. Podobno je tudi na primer na Kubi, kjer ljudje tudi ne živijo v izobilju zaradi vse večjih pritiskov Združenih držav in naftne krize, ampak tudi tam se ne bo zgodilo kaj hujšega, medtem ko v državah, kjer razne kriminalne združbe izkoriščajo to revščino za prostitucijo, za prodajo mamil in za drug kriminal, tam pa seveda ta nevarnost obstaja, ampak moramo vedeti, da ta nevarnost obstaja tudi v zelo bogatih državah. Namreč bistveno večja verjetnost je, da bomo ob kakšno denarnico ali nasilno oropani v kakšni Italiji ali Franciji, kjer se bo morda kdo pripeljal z motorjem, strgal torbico, vzel kaj iz žepa, tudi v Združenem kraljestvu je tega vedno več. V neki mogoče nekoliko revnejši državi, kot je na primer Maroko, pa tega skoraj ni. Torej, sama varnost turistov in stopnja blaginje v državi ni neposredno povezana. Celo tako bom rekel, tista država, ki je dejansko formalno bogatejša, je ta prepad med bogatimi in revnimi še toliko večji, da lahko nekdo to revščino še bolje izkorišča, kot pa v neki revnejši državi. Tako da tukaj pravil ni, tu se je treba pozanimati, v katero državo potujemo. Torej imamo bogate in varne države, imamo revne in varne države, imamo bogate in nevarne države in revne in nevarne države. Tako da obstajajo vse 4 kombinacije. Japonska je ena najbogatejših držav in se vam zagotovo ne bo nič zgodilo, ali pa za veliko verjetnost se ne bo nič zgodilo, medtem ko na primer Združene države Amerike so ravno tako bogata država, pa lahko v kakšni četrti kakšnega mesta doživimo tudi najhujše oblike kriminala. Medtem ko na drugi strani obstajajo revnejše države, kjer kriminala skoraj da ni. Obstajajo pa tudi takšne revne države, v katerih sistem sploh ne funkcionira, in na primer Haiti, kjer je pa zelo nevarno se že sploh pojaviti na ulici tudi sredi belega dneva. Ob nedavnem dnevu Zemlje je projekt vašega popotniškega združenja Slovenije Travel Different for Future ali Potujmo drugače za prihodnost, ki ste ga pripravili skupaj s tujim partnerjem, prejel prestižno nagrado Nemške komisije za UNESCO. Za kakšen projekt gre in kako je potekal? Takole, tule moram uvodoma povedati, gre za partnerski projekt in nagrado za projekt sicer je prejel v Nemčiji nemški partner Janun Hannover, s katerim skupaj ta projekt peljemo. Gre namreč za projekt, ki se dotika teh okoljskih in trajnostnih rešitev pri potovanjih. S tem projektom namreč želimo mlade opolnomočiti, da bodo znali potovati, kar se da trajnostno, in tudi po raznih srednjih šolah in drugih okoljih, kjer so mladi. Izvajamo razne kampanje, kot so na primer kampanja za okolju prijazne šolske izlete, in s tem poskušamo mladim predočiti, kaj vse pomeni trajnost. Namreč trajnost ni samo to, da bomo odvrgli plastično steklenico v primeren keson, ampak bistveno več. In tako smo dejansko s temi interaktivnimi delavnicami in pa temi učnimi procesi oziroma učnimi moduli, ki jih imamo, v Sloveniji obiskali že vrsto srednjih šol, kjer so mladi dejansko sprejeli ta način. Kaj želimo s tem doseči? Mi s tem ne odvračamo mladih od potovanja, ampak jih naučimo, kako lahko potujejo na način,
da bo okolje čim manj trpelo in tu spada zraven vse, torej od samega načina potovanja pa do izbire ponudnikov, izbire hrane, izbire lokalne hrane seveda in tako naprej in pa seveda ravnanje z odpadki na samem potovanju, ki je izjemnega pomena. Saj vemo, da se lahko na potovanju nabere kopica nekih nepotrebnih odpadkov, po drugi strani, če se pa lotimo tega nekoliko bolj premišljeno, pa lahko z eno stekleničko dejansko zvozimo celotno potovanje, sploh v državah, kjer je obilo pitne vode, če imamo neko svojo stekleničko ali pa tudi, če prvič to vodo kupimo v plastenki v trgovini in to plastenko potem uporabimo še 15, 20, 30 krat na celem potovanju, smo s tem zmanjšali naprimer količino odpadnih plastenk za 20 krat, saj smo isto plastenko uporabili 20 krat, namesto da bi 20 krat uporabili novo in tako še vedno sicer na koncu ta plastenka pristane v košu za plastične odpadke, ampak pristane 1 in ne 20. Torej, ravno s takšnimi nasveti, ki so zelo enostavni, ki ne zahtevajo neke posebne previdnosti ali posebnega angažmaja in ne vplivajo na sam potek potovanja, želimo mladim predočiti, da je pač možno potovati trajnostno, brez večjih odrekanj. Prav zaradi te narave projekta, ki ga Janun Hannover in Popotniško združenje Slovenije vodimo že vrsto let, je slednja organizacija, torej Janun Hannover, prejela prestižno nagrado Nemške komisije za UNESCO v sodelovanju z Nemškim zveznim ministrstvom za izobraževanje. Njihov projekt je namreč dobil nacionalno nagrado Izobraževanje za trajnostni razvoj. To pomeni, da je ta projekt, ki ga izvajamo skupaj z nemškim partnerjem, prejel najbolj prestižno nagrado v Nemčiji na tem področju sploh. To pa ni prva nagrada, ki smo jo prejeli. Namreč leta 2024 smo bili eden izmed 5 finalistov tudi na podobno prestižnem oziroma še prestižnejše, saj je bilo mednarodno tekmovanje oziroma natečaj za najboljši trajnostni projekt strani World Travel and News Confederation. In tam smo bili edini iz Evropske unije, med temi 5 finalisti. Lahko govorimo, da je bil po njihovih kriterijih to najboljši trajnostni projekt v Evropski uniji. Kot predsednik Popotniškega združenja ste v stiku z mladimi. Kaj opažate pri njih? Se spreminjajo njihove navade in interes za potovanja? Kako razmišljajo tudi v tem ekološkem smislu? V Popotniškem združenju Slovenije dejansko opažamo, da mladi spreminjajo potovalne navade, torej da se iz generacije v generacijo vedno bolj poudarja pomen potovanj, torej v trajnostnem smislu, da mladi včasih prav presenetijo in so z določenimi stvarmi že informirani, torej že poznajo določene zadeve, zato tudi ta projekt, ki ga peljemo predvsem po šolah, ponavadi naleti na plodna tla. Mladi se namreč zavedajo, da bodo na tem planetu še naslednjih 60, 70, 80 ali tudi več let in zagotovo želijo ta planet ohraniti takšen, da bo tudi življenje v njihovi starosti prijetno in trajnostno. Tako da s tem projektom mlade zgolj dodatno informiramo in podučimo o nekih stvareh, ki so morda vsem očitne in jasne, ampak se jih ne zavedamo, dokler nismo v neposrednem kontaktu z določenimi izzivi. Tako da v tem pogledu bi rad mlade v Sloveniji, pa tudi drugje po Evropi, res izjemno pohvalil, saj razmišljajo bistveno bolj trajnostno, kot je razmišljala na primer naša generacija in se zavedajo nekaterih stvari, ki so pomembne za trajnostni razvoj tako Slovenije kot planeta v celoti. Predsednik Popotniškega združenja Slovenije, Igor Jurišič, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji. Hvala tudi vam za možnost, da smo predstavili svoje poglede poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Z ljudmi na pot.